SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov. Lepo pozdravljeni v novem podcastu SBC-ja. Aktualna tema tokrat pa pregled letošnjega leta tam spodaj v Argentini. Zakaj smo se odločili za takšno temo? Iz enega preprostega razloga. Zato, ker je o Argentini znanega veliko, ampak bodimo iskreni, v resnici pa vemo zelo malo. Ko je na oblast prišel Milei, smo vsi govorili, poglejte ga, norca z motorko. In tako se je tudi lotil nekaterih sprememb v argentinski družbi, v argentinskem gospodarstvu, v javnem sektorju. Potem pa smo začeli gledati nekatere številke in podatke, pa smo se spraševali, kaj je torej res mu je v tem letu uspelo kaj premakniti, ali pa je to zgolj odboj, da bo Argentina padla še niže, če lahko. In zato smo v studio povabili 3, ki o tej temi vedo zelo veliko. Saj bi bilo lažje, če bi bili morda v Buenos Airesu, pa bi govorili tudi s kakšnimi Slovenci, ampak morda to v naslednjem letu. Za danes pa en lep pozdrav vsem 3. Začnemo pri Tonetu Rodetu, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Rok Spruk, lep pozdrav z Fakultete ekonomske, hvala lepa znova za obisk v studiu. In pa Matej Rigelnik, lep pozdrav. Zdravo. 2 poslovneža, argentinski Slovenec, Tako je. Pa še profesor, ki je ne samo, da je bil dolgo časa poglobljen v argentinsko problematiko, še zdaj ste, če lahko tako rečem. Ja. Kje začnemo? Kdo je bil zadnji v Argentini od vas 3? Verjetno sem bil jaz. Sem bil pred par tedni dejansko. In kako je torej v Argentini pod Milejem? Ko greš turistično, v bistvu zaznaš neke spremembe, ki so vidne skozi oči turista. Živel sem pa tam vse življenje, rojen dol in od leta 2009 tukaj, tako da so še živo v spominu vse kratkoročne, bi rekel, krize in tudi politične spremembe. Tam se res nihalo obrača tako drastično in močno, včasih iz enega kota v drugega. Nenazadnje bi tudi večkrat želel, da bi v Sloveniji se kaj takega kdaj zgodilo. Pa da ne bi nekako tale naše nihalo bilo recimo samo na eni strani in da bi zaživeli tudi različne ideje. Kakorkoli, kako se to čuti, z velikim upanjem. Mladi gledajo naprej z velikim upanjem. Starejši, moja generacija, je volila Mileja prav zato, ker so se mladi za to odločili. In mislim, da je verjetno Milei prvi predsednik v zgodovini, jaz težko najdem kakšen drugačen primer, da je v bistvu dobil volitve tako, da je ljudem povedal resnico. Da je ljudem povedal, da bo težko, da bo po 80 letih, bi rekel, res napačnih politik, ki so peljale državo v prepad in še v globlji prepad in še naprej, zdaj pričel z nečim novim. Kako se bo to novo razvilo, vprašanje pa vendar šele teče prvo leto njegovega mandata, ne bodimo potrpežljivi. Ja, ravno včeraj sem gledal, ko je imel novo napoved in je dejal, to, kar smo naredili letos, je šele uvod v to, kar bomo naredili v letu, ki je pred nami. Ko gre Slovenec v Argentino, ne da tam živi, pa potem to bolje razume, kaj je bilo najbolj nenavadno? To, da 100 evrov zamenjaš za 3 kilograme denarja ali kaj drugega? Ne, se to celo smo Slovenci navajeni še z tiste, oziroma malo starejši Slovenci še z tiste hiperinflacijske krize v Jugoslaviji. No, splošno je to okolje, ki je bistveno bolj nestanovitno, kot je okolje, v katerem živimo v Sloveniji. Se pravi, stvari se spreminjajo bistveno hitreje, tudi politike, ki se tam sprejemajo, so bistveno bolj radikalne, kot se sprejemajo v Sloveniji, tako iz levega kot iz desnega pola. Skratka, bistveno bolj nemirno morje kot ali pa vsaj mogoče percepcija tega morja je, da je bolj nemirno, ker tukaj politika hitro z različnimi ukrepi, subvencijami, natiskanim denarjem hitro rešuje neke težave, ki morda leti niso in ustvarja neko fikcijo o tem, da je to morje ravno, medtem ko v Argentini to kar pljuska. In jaz sem bil 3-krat letos v Argentini in kar lahko rečem je, da se ta situacija od prvega obiska januarja letošnje leto precej spremenila že čist iz zelo praktičnih vidikov. Ko sem šel tja in sem ta denar prvič menil, so bili ti veliki kupi in šopi denarja, nazadnje zdaj novembra, ko sem bil, pa so se ti kupi že malo zmanjšali, ker so prišli večji bankovci in ker se tudi tečaj dolar argentinski peso precej spremenil v korist pesa in so ti kupi se zmanjšali. Tako da je zelo specifično okolje. Moram pa reči, da kar se tiče recimo obiska Slovenca v Argentini, da sem bil strani slovenske skupnosti tam sprejet zelo dobro, z odprtimi rokami in srcmi.
in so se prvič nekje v tujini počutil zares doma. No. Tako da je Argentina ostala v lepem spominu. Zdaj pa, če pogledamo še malce širši vpogled v to ekonomsko politiko Argentine skozi, pa se bi rekel, nekaj zadnjih 10 let, ampak je treba iti še bolj nazaj. Argentina je bila namreč v res davnih časih, tega se pa nihče ne spomne, ne samo da iz te Jugoslavije, v bistvu močnejša ekonomska država kot Združene države Amerike. Kaj se je pa potem zgodilo? Ja, Argentina je, se pravi, po nekakšni zgodovinski rekonstrukciji bruto domačega proizvoda na prebivalca, ki jo je prvi upravil Guillermo O'Donnell, zelo dobro znan ekonomski zgodovinar Argentine, tudi moj dober kolega, dosegla, se pravi, leta 1896 je bil prvi evidentiran primer v zahodnih hemisferi, da je neka država po bruto domačem proizvodu na prebivalca prehitela Združene države Amerike. Govorili, oziroma v ekonomski zgodovini Argentine govorimo v obdobju Le Belle Époque, se pravi ta slavna lepo zlato obdobje. In recimo dolgo časa so tudi recimo v Franciji se je uporabil termin un riche comme un Argentin, se pravi bogat kot Argentinec. Zdaj seveda, ko je Argentina dosegla tako visoko stopno razvoja, leta 1896, to ni pomenilo samo večji bruto domači proizvod na prebivalca. Recimo, če primerjamo Buenos Aires z drugimi mesti v Ameriki, kolokvialno, se pravi z Bostonom, z Los Angelesom, vidimo, da se je mesto izenačilo po stopni pismenosti, se pravi tudi z vidika človeškega kapitala Argentinske univerze, predvsem univerza v Buenos Airesu, je zelo, zelo rapidno in hitro dohitevala, se pravi, standarde kakovosti, se pravi ameriških univerz, tako imenovane Ivy League. Potem se je pa seveda zgodilo, da istočasno leta 1912 vidimo v Argentini sprejetje tako imenovanega zakona Sáenz-Peña, ki je prvi nekako uzakonil to tranzicijo v sistem ravnovesij in protiravnovesij, ta famozni checks and balances. Ampak kaj je bila pa težava? V trenutku, ko je Argentina postala takrat, se pravi, demokracija, imela je, se pravi, odprte volitve, imela je tudi v bistvu pač tajne, se pravi, volitve, kjer ljudje sedaj niso videli, kdo je za koga glasoval. Je pa takrat nekako se prišlo do tega, da je prenehala dohitevati Združene države Amerike. Zdaj seveda, potem je prišlo to neslavno obdobje prve vojaške hunte leta 1930, in potem seveda ta zacementiran prihod Juana Dominga Perona na oblast, najprvo kot sekretar, minister za delo je bila v bistvu njegova prva funkcija. In potem vidimo, ko gremo samo vzemamo razvoj Argentine, glede na Združene države Amerike, vidimo, da po letu 1912-15, to je nekaj tak časovni interval, je začela vztrajno zaostajati. Zakaj? Zaradi tega, ker na eni strani je bila bolj udarjena z strani velike gospodarske depresije v 30 letih, ki je izvozne interese in izvozno povpraševanje, predvsem po kmetijskih produktih, zelo zmanjšal, drugi pritisk je bil v bistvu seveda na strani cen. In istočasno seveda, to je pa je potrebno povedati, vsi vojaški generali v argentinski vojski so z veliko simpatijo v 30 letih gledali k fašizmu v Italiji, k falangizmu v Španiji, k nacistični Nemčiji in seveda v Argentini, to vsi, zato mi dobro vemo, sedimo, je pa imela zgodovinsko vojska izredno velik vpliv na javno mnenje, in tudi v bistvu pač na samo socialno strato. In vidimo, da seveda takrat po letu 30, ko je imelo vrhovno sodišče priložnost, da razveljavi vojaški udar, ki ga je izvedla hunta, takrat vrhovno sodišče ni reagiralo. Reklo je, da se pač v to stvar ne bodo upletalo, ker pač to ni njihova naloga. In vidimo pa, da takrat vse nadaljne vlade, ali je bila to prva Peronova vlada, druga Peronova vlada in tudi potem, ko je Peron padel z oblasti v famoznem udaru leta 1955, vse nadaljne administracije, se pravi te antiperonistične stranke, Union Civica Radical, vse te nestabilne povojne vlade nekako so se vedno sprejemale izredno, kako bi rekel, gospodarstvu nenaklonjene ekonomske politike. Ena izmed teh je bila seveda obdavčevanje kapitala, recimo imeli so že z Hipolitom Yrigoyenom, predsednikom, ki je v bistvu nekako bil predsednik takrat, ko je Argentina naredila ta prehod v sistem ravnovesij in protiravnovesij. Zelo popularen ukrep je bil zaposlene nagrajevati v javnem sektorju za službe, ki ne obstajajo, zamrzniti rento, se pravi najemnino, in potem istočasno vizavi tega uvajati trgovinske omejitve.
Ne? In takrat vidimo, da v povojni zgodovini Argentine vse vlade so sledile istim konceptom, istim principom ekonomske politike. Kombinacija izredno visoke fiskalne porabe, izrazito protekcionistično usmerjene trgovinske politike in izrazito, kako bi rekel, izkrivljene institucionalne strukture. Ne? Temelj, ki ga je, oziroma precedens, ki ga je postavil Peron, ne? Ki se je takrat odločil, da ukolikor mu vrhovni sodniki ne ustrezajo, jih bo pa odpustil, ne? Se je držal skozi celotno povojno obdobje. Ali v času, ko Argentina še ni padla v vojaško diktaturo leta 1983, ali tudi seveda v času diktature, ekonomska politika se v primerjavi z zgodbami v uspehu, recimo sosednje Čile je tak primer, ne, se ni spremenila. Ne. In mi vidimo še vedno, da Javier Milei je nekako prvi, kratko mogoče izjemo pač obdobje Carlosa Menem, prvi, ki je nekako, kot ste že prepovedal, ne, se pravi Argentini nalil čistega vina in povedal, kakšno je pač realno stanje. Ker kaj danes rabi Argentina? Argentina je imela lani, je bila druga država na svetu po stopnji inflacije. Ne? Kolege ekonomisti pač imamo to, kako bi rekel, zelo se radi hecamo, ne? Pač skušamo uganiti, kakšna je stopna inflacija v Argentini, ne? Ker v bistvu sistem nacionalnih računov je nezanesljiv bil do sedaj. Ne? Nekako cena je, da pač aproksimativno 274%, to je pač aproksimacija. Ko imamo visoko stopno inflacije, ki jo je poganjalo zgodovinsko, se pravi iz obdobja Kristine Fernandez de Kirchner, prevelika javna poraba, ne, je za makroekonomista kot mene pač recept popolnoma jasen. Agregatno povpraševanje je potrebno seveda omejiti, ne, Milei to skuša doseči z omejevanjem fiskalne porabe, ne, z seveda pač odpravo teh, kako bi rekel, administrativnih cenovnih omejitev, ne, in seveda istočasno uvajati institucionalne reforme na strani ponudbe, ne, se pravi reforme na trgu dela, ne, in vsaka takšna kombinacija na kratek rok privede do recesije. Ne? Na dolgi rok pa seveda potem pač se to lahko, oziroma na srednji rok se pa to lahko seveda realizira, če so te politike dobro planirane in dobro usklajene s centralno banko, tudi višjo stopno gospodarske rasti, večjo industrijsko proizvodno, večjo izvoz. Zato politike, ki jih sprejema Milei, ne, mi mogoče dostikrat slišimo, da gre za kontroverzne, ni popolnoma nič kontroverznega. Komunikacija teh politik javnosti, to je druga stvar, to je komunikacija, ampak politike, ki jih Milejeva administracija sprejema na področju ekonomske politike, niso za državo, ki potrebuje stabilizacijo in ki trpi za visoko inflacijo, popolnoma nič kontroverznega. Kako pa v Argentini, to je bil zdaj dober uvod v to, da malce bolj razumemo in zgodovino in trenutno dogajanje, ko rečemo, da je res s to motorko porezal in javno porabo in se lotil tega dolga. Mislim, da je eden izmed redkih, ki se je, ne vem, v 3 letih, v 80-ih, da je država porabila manj, kot je proizvedla. Kako se to pozna pa med ljudmi? Naprimer, ko sem se pripravljal na ta pogovor, pa sem gledal in podatke in dokumentarce, ki jih snemamo sicer tukaj v Evropi, si lahko videl, da ima neverjetno za slovenske ali pa za evropske razmere še po letu dni več kot 50% še vedno podpore za vse to, kar počne. Kljub temu, da nekateri živijo pa veliko slabše, kot so naprimer prej živeli. Se bom popravil, celo raste, se mi zdi, tako podpora. Ne? Ja, glejte, to je v nekem smislu težko vprašanje, ker vedno, ko je treba radikalne spremembe upeljati, trpi najšibkejši sloj. To je vedno tako. In v tem trenutku, po moje, smo v fazi, ko se bo šele videlo, se že nakazuje, bi rekel, luč na koncu tunela. Leto 2025 bo absolutno boljše, zato ker je Milei tako drastično posegel najprej na svojem področju. Tlej treba povedati, da on, kakor se ima za narkokapitalista, govori o veliko besed uporablja dejansko, ampak na koncu pragmatik je pa tudi. Ne? In recimo vsa socialna podpora, ki še vedno teče do teh najšibkejših slojev, in to vem iz prve roke, ker je moja sestra socialna delavka v periferiji Buenos Airesa in moram reči, da mi ona potoži, da je hudo med revnimi ljudmi. Pa vendar je to mogoče tokrat pa res trpljenje, ki je lahko začasno, da bo potem enkrat res v Argentini boljše. Vem, da so to že slišali mnogokrat, pa vendar kaže se, da je drugače, ker je začel zrezi tam, kjer je bilo treba. Ne? Posrednikov ni več, socialna podpora pa še gre najšibkejšim. Državna uprava je bistveno skrčena, celo, recimo, nacionalni deficit je bistveno porezal
čeprav je obljubljal skoraj polovico, ne, manj kot pa to, kar je pol dejansko realiziral. Tako da tukaj to so vsi znaki, ki kažejo na pozitivne učinke v prihodnosti in če vam lahko povem, kako čutim, recimo v tem trenutku sem bil mesec nazaj, ne, v Argentini, to vse čaka na investicije. Vse čaka na to, da se zdajle, da imaš občutek, da je to ena taka pozna zaključek zime, začetek pomladi, vse bo začelo počasi cveteti, ker so kapitali pripravljeni investirati, kolikor bo do jasna pravila igre. Seveda je pa to Argentina, ne? In omenil ste Menema, jaz sem v letih 90 v glavnem postal profesionalc, se razvil, imel 10 let stabilnosti dolarja 1:1 z pesom, ne? To so bili časi, ki se jih še dejansko moja generacija zelo spominja z veliko pozitivnega naboja, ne? In v tem smislu mislim, da pač to je Argentina. Upam, da bo Milei res začel neko pot, ki bo stabilnejša in trajnejša. Sicer bomo čez par let spet dobili socializem. Ne? No, in ravno to je zdaj moje naslednje vprašanje. Ravno ta vlaganja, odprta pot do končno vlagateljev. Ne? Bila so leta, ko so pravzaprav vsi bežali iz Argentine. Ne samo ljudje, ampak tudi vsa podjetja. Kljub temu, da je Argentina ena najbogatejših držav na svetu, ne? Kar se tiče naravnih bogastov, človeškega kapitala. A je to, kar lahko Argentino reši zdaj? Da pa zdaj, po tem letu, ko so se napovedale krčenje javne uprave, tudi birokracije, ne, ker on je o tem tudi veliko govoril. On je dejal, da je to, da nekdo pride, predolgo traja, a je to lahko pomaga tudi temu najrevnejšemu sloju. 6 od 10 Argentincev, ne, je zdaj revnih, več kot je bilo prej. Če vas lahko sam popravim, iz Argentine ni realno veliko ljudi bežalo. Argentina je država, v katero so se vedno ljudje priseljevali. Se tudi slovenska izkušnja je, da so se trije vali priseljevanja Slovencev iz fašističnih, komunističnih ali pa drugih vzgibov ali pa ekonomskih vzgibov so bežali tja. In demografija Argentine je zelo dobra. Jaz sem imel tam priliko spoznati tudi ljudi, ki so migrirali iz Venezuele. Ne? Latinska Amerika ali pa cela Amerika je zelo specifična, ne? In so najdli v Argentini nek nov dom in so bili zelo hvaležni temu, kar je Argentina ljudem dala. Tako da jaz mislim, da generalno, kljub temu, da je bila situacija ekonomsko gledano boljša in slabša, je vedno ponujala ljudem neko možnost za uspeh. Ne? In jaz sem vedno tam znova slišal, kdo je pripravljen tam delati, ima možnost in sposobnost zaslužiti ta denar. In to, kar ste omenili, kar se tiče tega podeljevanja socialnih pomoči in pomoči najrevnejšima, ne? Tukaj so bili vmes pred Milejem neki posredniki, ki naj bi pobrali tudi do 50% zneska, ki ga je ta revna oseba dobila. Milej je te posrednike v čim večji meri ali pa v veliki meri odpravil in tem ljudem dal seveda to nadomestilo za revne oziroma neko socialno nadomestilo. Kar se tiče tega praga revščine oziroma ta revščina okoli 60%, trenutno ne bi bila zadnja uradna statistika 53%, pri tem, da je njihov statistični urad v petek objavil rezultate in na podlagi rezultatov dohodkov oseb je tudi vlada naredila nov izračun, je ta raven padla na okoli 39%, se pravi je že pod nivojem tega pred prevzemom oblasti Javierja Mileja. Tako da jaz mislim, da generalno tudi na tem področju ni tako slaba situacija. Res je, da je Argentina zelo bogata država z naravnimi bogatstvi, nafta, plin, litij, bakar, uran. Je pa res, da je zaradi tega institucionalnega okvirja, ki ste ga opisal, pač nikoli ni imela dovolj zaupanja v tujih vlagateljih ali pa pri tujih vlagateljih, da bi investirali in da bi to nafto začeli in vse te, bom rekel, bogatstva izkoriščati in da bi s tem obogatili državo. Ker Argentina je bila do lanskega leta, mislim, da neto uvoznica nafte. Tako, a ne? Kar sedi pa na enem največjih nahajališč. Se pravi, to je ta paradoksalna situacija. Jaz mislim, da je glede na, recimo, če primerjamo z Venezuelo, ima veliko boljše obete, da bo ta potencial dejansko izkoristila in da ne bo država večnega potenciala, ampak da bo Javier Milei uspel ta potencial izkoristiti. Sem pa jaz zelo zadržan z vidika spremljanja Argentine skozi zahodne medije.
ker so zahodni mediji zelo subjektivno poročajo o tem, kaj se dogaja. Jaz se spomnim, ko sem bil junija tam na obisku in je Radio-televizija Slovenija poročala o nekih hudih demonstracijah, kako tam praktično bijejo boji stoletja. Ne. Jaz sem tam kavo pil zraven na tej Plaza del Congreso, ni bilo nič kaj dramatičnega, pač malo so se sporekali, neki radikalci so neke stvari vrgli in so to hitro pospravili. Ne. Zelo subjektivno je Argentina predstavljena. In težko si jo, kot recimo Slovenija, če ne obišče Argentine, predstavlja z branjem zahodnih medijev. Pa ne, da je to neka teorija zarote, gre za specifično zgodovino. Jaz mislim, da je bila dosti nazorno opisana z zelo velikimi oscilacijami in zato je treba biti zelo previden pri komentiranju tega. Jaz mislim, da ekonomsko se pobira. Pozitivna gospodarska rast ne bi bila konec drugega kvartala oziroma v začetku tretjega kvartala. Tudi investicije se počasi dogajajo s tem sprejetjem novega okvirja finančnega za tuje investicije v naftne in v druge pridobivanje drugih surovin. Se pravi, jaz mislim, da leto 2025 bo z vidika gospodarske rasti pozitivno. Je res, da so tam volitve, Javier Milei mora dobiti, on za manjšino vlada tam. Predvsem pa še za slovenske gledalce in gledalke treba to jasno povedati. Ne? On je z manjšinsko vlado, ker on ima manjšinsko vlado, on ima 10% ali pa 15% v obeh domovih, sprejel približno toliko reform, kot jih je Slovenija sprejela v 30 letih. A ne? Mi v tem času, ko je on ukinil davčni urad in ga postavil na novo, nismo uspeli prodati niti računalnikov, ki jih je Ministrstvo za digitalno preobrazbo kupilo. Ne prodati, razdeliti. Ne? A je to, da vlada praktično z dekreti, ker samo tako zaobide včasih kongres? Mislim, v nekem smislu je to, a veste, ker nekateri zahodni mediji bi rekli, da je da je to praktično diktatura, da praktično zaobide vaš čas lahko. Ne, to diktaturo nima nobene veze, v tem smislu, da je v pristojnosti predsednika, da lahko vlada z dekreti do neke mere, seveda vkolikor ima potem v ljudstvu in v volivcih zaslombo in se dejansko potem postopoma ti ukrepi, ki so po dekretih najprej sprejeti, spremenijo in predelajo v zakone. A ne? V nekem smislu je predsedniški sistem veliko bolj sloneč na pač gospodu predsedniku, ki lahko na hitro določene ukrepe sprejme, seveda mora pa potem celotno ogrodje demokracije delovati, ne? Da so te zadeve potem dolgoročne narave. Ker nič ne pomaga en dekret, ki ga bo potem čez pol leta naslednja vlada zamenjala. Ne? Ampak je pa to orodje, ki je upravičeno in se uporablja seveda previdno. Nekateri pravijo, da je Milei samo Milei, da praktično ni nikogar, ki bi bil še ob njem. Kdo bodo tisti, ki bodo zdaj na volitvah morda to njegovo politiko potem uveljavljali? Ali ima tako široko ekipo? Jaz mislim, da ima pravo ekipo, da to absolutno ni sam, to ne drži. Ima na vsakem področju, v katerim se lahko tukaj za to mizo pogovarjamo, specialista z tistega področja. Res pa je, da se veste, z erozijo političnega življenja in dogajanja nekateri se ne najdejo, odhajajo, nekatere on pol počasi umakne, pač politično življenje. Ne? Vendar pa mislim, da ne bi dobil volitev, če ne bi imel res neko močno ekipo, na katero se je oprl. In tukaj mislim na specialiste z različnih področjih, hkrati pa tudi na, če pomislimo na nenavadno kampanjo, ki jo je pelal, mislim tudi specialiste z področja komunikacije, socialnih medijev in še česa. A lahko kakšno rečemo o tem manj države, več svobode? A je to tisto, kar morda, vi ste že omenili, da v zahodnih medijih drugače poročamo o Argentini, ker je posebna. A je morda to razlog, ker se govori o libertarcu, to je neka stvar, o kateri pa zelo redko govorimo pa tukaj v Evropi. Se nam zdi ta Friedmanov sistem in vse to morda malo tuje, nenavadno ali pa ne preveč sprejeto, sploh med ekonomisti v Evropi. Ja, zdaj seveda, med ekonomisti velja zelo, kako bi rekel, nenapisano pravilo, da pač ko evalviramo, ocenjujemo, se pravi rezultate ekonomskih politik, določenih administracij, se seveda skušamo pač vzdržati
kakšna je zdaj seveda ta ideološka zaslomba teh ljudi. Ne. Zdaj pa seveda, če pa gremo pogledati, se pravi, ali se je od 20. stoletju, recimo Moritz Šularik je zadnjič objavil zelo dober članek v reviji American Economic Review, kjer je gledal, kakšne so dolgoročne posledice populističnih političnih voditeljev na inflacijo, na fiskalni deficit, na javni dolg, na gospodarsko rast, in je ugotovil, da, kako bi rekel, se pravi, fiskalno-distorzijske usmerjene politike, ki povečujejo porabo, povečujejo davčne obremenitve, tudi povečujejo administrativne obremenitve, od leta 1900 do 1922 lahko na polovici najdemo na levem in desnem političnem spektru. Ne. Zdaj seveda določene, če gremo zdaj pogledati, kakšne so pa posledice teh, kako bi rekel, javnih ekonomskih politik ali pa strukturnih politik, ki so bile malce bolj libertarno naravnane. Ne. Imamo pa popolnoma mešane dokaze. Ne. Se pravi, na eni strani smo videli, da je ena izmed težav, ki lahko privede, bom prvo začel pač s težavami, ena izmed težav je ta, da lahko, kako bi rekel, prekomerno spodbujanje teh libertarnih politik v smislu krčenja izdatkov za tisto, kar pomaga na dolgi rok gospodarski rasti, se pravi predvsem izobraževanje in zdravstveni sistem, ima lahko pogubne posledice. Ne? Ker zdaj seveda videli smo, da države, ki so se odločile sprivatizirati z Friedmanovo idejo, se pravi temi voucherji ali visokošolski sistem ali pa celo sistem pač osnovnega in srednjega šolstva, rezultati niso dobri. Ne? Izkazalo se je seveda, da pač na eni strani se strošek pač dostopa do tega do kakovostnega visokega srednjega osnovnega šolstva poveča, rezultati so pa, če pogledamo zdaj seveda pač ali 15-letnike ali otroke ali pač študente, na teh standardiziranih testih so slabši vis-a-vis na ta kontrascenarij. Se pravi, tukaj moramo paziti zdaj v Argentini, z vidika Hmijejevih politik jaz take retorike nisem zasledil še. Nekaj je bilo pač v tem slišati predvolilno, ampak v teku pač, ko je Hmijej na oblasti, še nisem nekako slišal, da bi šel v to smer. Moramo pa seveda pač vedeti, da države, ki pa so se lotile tako imenovanega Friedmanovega recepta, pa bomo recimo pogledali sosednje Čile. Sosednje Čile je takrat leta v času, ko je pač Pinochet prišel na oblast, poslušal par ekonomistov z univerze v Chicagu, dva sta bila ključna, se pravi Milton Friedman in pa Arnold Harberger. In kaj se je seveda izkazalo, da res na kratek rok je šlo Čile v zelo hudo gospodarsko krizo, ampak na dolgi rok, se pravi, ko je prišlo do tega odboja čez 5 let, je pa Čile dosegel najhitrejšo gospodarsko rast v zgodovini povojne Latinske Amerike. In danes je prva država, ki je vstopila v organizacijo OECD v Latinski Ameriki in je država, ki je po bruto domačem proizvodu per capita ali človekovem razvoju že popolnoma primerljiva z Evropsko unijo. Seveda pač imamo nijanse. Je pa seveda pač potrebno povedati dve zadevi. Ena izmed izzivov, ki se jih seveda pač moji kolegi, ki so malo bolj, kako rekel, libertarno usmerjeni ekonomisti, ne zavedajo, je ta, da če so te politike preveč radikalne, z vidika, da znižajo, se pravi, tanjšajo srednji razred, uvajajo določene politike v prisotnosti nizkega človeškega kapitala, to ima potem seveda lahko kontraučinke, učinke na tehnologijo, na gospodarsko rast, tudi mogoče na delovna mesta. Vkolikor pa te politike povečujejo obseg srednjega razreda in upad stopnje revščine, je pač eden izmed zelo, zelo plauzibilnih indikatorjev, ki nam pač kaže, da se lahko obseg srednjega razreda, da se bo v prihodnosti povečal. V tem primeru, oziroma pod takimi predpostavkami, pa lahko seveda pač take politike dosežejo, se prijavi oziroma materializirajo izredno pozitiven učinek gospodarske rasti. Ker kaj smo videli v primeru Argentine? Če samo vzamemo recimo najbolj grobi indikator velikosti srednjega razreda, Ginijev koeficient, pod vsemi peronističnimi vladami od leta 1940 naprej se je Ginijev koeficient samo povečeval, se pravi se nam je srednji razred tanjšal, se pravi so bile te redistributivne politike, ki so vključevali, kot sta oba dva povedala, veliko posrednikov, so materializirale samo v tem, da se je srednji razred samo stanjšal. Peronističnim vladam, to tudi pač, ne bomo govorili samo pač v medijski diskusiji, tudi v akademski diskusiji, tega ni omenil nihče. Ker je bila to neke vrste anatema, v smislu, da če dajemo kritiko peronistično usmerjenim vladam, tudi nedavno, je pa to znak antiinkluzivnosti. Ne drži, zakaj? Zato, ker moramo videti, da te vlade so pripeljali Argentino na rob gospodarskega zloma. In rob gospodarskega zloma je pa seveda pač nekovi kot nekdo, ki to podeduje, je potrebno sprejeti neprijetne ukrepe, ampak če gledamo prejšnje, kako bi rekel, epizode stabilizacije v Latinski Ameriki, vidimo, da je
do sedaj, ne, se pravi Mijejev pristop, realiziral do tega, da vidimo najhitrejši upad stopnje revščine na podlagi ali kvartalnih ali pač letnih podatkov med vsemi temi epizodami stabilizacije. Ne. Zakaj? Zaradi tega, ker istočasno se pravi pač so politike pričele biti koordinirane fiskalno z monetarno, ne, in seveda obedve tudi v bistvu za strukturno, zato da nimamo zopet teh neželenih proticikličnih ukrepov, ne, se pravi ali povečanje stopne inflacije. Ne. Moramo pa seveda vedeti, da obstaja pa tudi nevarnost, ne, če se seveda pač tanjša, kako bi rekel, preveč, ne, sektor država, široki javni sektor, imamo pa lahko to težavo, da lahko potem seveda pač zmanjša pač kapaciteto, ne, Argentina ali katerakoli druga država, ki se spopada s temi izzivi, zapade v deterioracijo, se pravi upad vladavine prava. Ne? Se pravi, da v bistvu nespoštovanje vladavine prava lahko postane izrazita ovira za gospodarsko rast. To pa seveda zaenkrat še nismo opazili, ne? In upam, da je pač, kako bi rekel, Mijejeva politika tako dobro naravnana, ne? Da se bo seveda vladavina prava v prihodnje leto samo še izboljšala. Ja, seveda. Če smem, ampak vse se začne s svobodo. Ne? Mislim, imamo 100 let za analizirati, ne, Čile in Argentino. V trenutku, ko 19. stoletje Argentine, državljanske vojne, vse do tam do leta 1860-65, potem sprejetje neke ustave po vzoru ameriških ZDA, ne, Provincias Unidas del Sur pomeni Združene province juga, takrat se še ni imenovala Argentina, in potem vklop dejansko v prvi globalizacijski model, britanski, ne, dejansko ta izvozno naravnan sistem je prinesel to blagostanje. Pustimo zdaj, ali je šlo za pol izdelke ali za dejansko same, recimo, izdelke, ki pač kmetijske izdelke in takšne stvari. Ampak Čile je podobno, ne? Ko se odpre, doživi v bistvu razcvet. Sem pa delal v Čilu, tudi v Braziliji in Argentini in lahko povem, da Argentina ima, bi rekel, neko osnovno kakovostno državno zdravstvo in šolstvo, ki je v bistvu privabljalo v preteklosti in še vedno privablja tudi marsikaterega migranta iz sosednjih držav. Skozi vse krize najdeš razne ljudi, tudi ne nazadnje moji starši, ne, povojni emigranti, edina država, ki je sprejela pač celotne družine, tudi starejšimi, je bila Argentina. In v tem smislu Argentina ostaja odprta, hkrati pa ima, po moje, neko osnovo za to, da ti ne padaš pod standard srednjega sloja. Če hočeš pol priti naprej, boš hitro postal srednji sloj. Ne? In jaz zato tukaj nekaterih debat v Sloveniji ne razumem, ko govorimo o javnem in državnem šolstvu, zdravstvu in tako dalje, zakaj ne pustiti podoben sistem, kot obstaja v Argentini, kjer imaš ti dejansko eno podlago za obrobje in za najšibkejše, če želiš, ne? Hkrati pa potem vse različne možnosti, ki ti jih ponuja samo iniciativa trga, ljudi, ki želijo takšne ali drugačne zdravstvene storitve, takšne ali drugačne izobraževalne storitve. Ne? A lahko se upravičujem tukaj samo dodam nekaj, ko sem gledal dokumentarec nemške televizije, so bili ravno na univerzi v Buenos Airesu, kjer je govoril, se mi zdi, da dekan. No? In da je, on pa je dejal, pod to Milejevo pač vladavino so se vlaganja v šolstvo zmanjšala tudi za 70% in sam že opažam, da nekateri ravno iz srednjega sloja ne morejo si več privoščiti šolanja, zato ker ali morajo delati doma, ne, in poskrbeti za družino in si tega ne morejo privoščiti. Glejte, to pa je ta življenjska kapaciteta človeška. A to gospod lahko v pol leta oceni? Meni se to ne zdi iskreno preveč resno. No? Iskreno, jaz sem zgubil očeta pri 17 letih, študiral in delal vse skozi, pri 23 sem bil vodja prodaje v neki multinacionalki. Mislim, kdor hoče v Argentini pride naprej, kdor hoče študirati, študira. In univerza v Buenos Airesu je kakovostna univerza. Državna univerza. Državnih univerz je še kar nekaj, ni samo ta. Ko nisem mogel čez dan študirati, sem šel na tehnološko univerzo tudi popoldne in zvečer. Te opcije so še na voljo. Ne? Tako da jaz mislim, da to po enem letu zdaj ocenjevati, če je manj več denarja, veste, tudi tam so mlini precej, bi rekel,
mogoče je kakšno kolesje odveč v tem motorju, ne? Podobno s posredniki, ki so povezani s socialo. Ne? In mislim, da se zdaj v tem trenutku dogaja pač depuracija, ne? Dogaja se čiščenje, dogaja se pristajanje na resnična trdna tla in da vidimo sploh, kako in v kakšni obliki bo ta sistem dejansko. Treba je tudi povedati, recimo, da določene državne univerze v Argentini, ravno to, kar ste omenili, univerza v Buenos Airesu, ne, predvsem politiki, se pravi na peronistični strani, ne, so dostikrat recimo uporabljali, kako bi rekel, ravno to posredniško funkcijo v teh univerzah. Recimo Alberto Fernandez, bivši predsednik, ne, za njega je bilo dokazano, na sam je v javnosti trdil, da je profesor, ne, kriminologije ali ne vem, pač kazenskega prava. Na univerzi v Buenos Aires izkazalo se je, da je bil nekaj časa pogodbeno najet asistent, ne, torej zdaj seveda, ne, če to zdaj pomenijo te reforme, da se takšne anomalije odpravijo, je to dobro. Seveda pač je pa potrebno vedeti, da na dolgi rok pa seveda pač Argentina, da ravno to, kot ste omenili, se pravi, da ohrani to eksistencialno dobro osnovo na področju zdravstva, na področju šolstva, seveda pač potrebuje, da se, kako bi rekel, te investicije ohranjajo, istočasno pa, da seveda se dogajajo ti notranji procesi, ne, ki so usmerjeni v prestrukturiranje in na katerega ni imuna popolnoma nobena, tudi zahodna država, ne, nimamo pri nas tudi, kako bi rekel, imamo dosti težav, ne, na tem področju. Tako da. A rečemo še eno o tej libertarnosti, pa o svobodi, manj države, več svobode za podjetnike. Velikokrat tudi vi v svojih komentarjih o tem pišete. Kaj je bilo tisto, kar vas je morda najbolj presenetilo v Argentini, ko ste bili tam, ko govorijo o teh spremembah, ki se tam dogajajo, pri nas pa se včasih pogovarjamo ali pa se jih bojimo? No? Mislim, seveda se moramo za razumevanje mogoče tega vrniti najprej na drug kontinent, v Evropo. A ne? Evropska politika pa evropski birokrati vse bolj posegajo v življenje ljudi. A ne? Jaz sem na platformi X objavil zelo en preprost primer, kjer odpreš flaško Coca-Cole, pa čep ni pritrjen. Že to je nek znak svobode, ki v Evropi ni več. Zdaj, a je upravičen ali ne, bojo gledalci presodili sami. A ne? Ampak nasplošno je njegov slogan je tudi Viva la libertad carajo, jaz sem to prevedel, ne vem, če boste cenzurirali, naj živi svoboda pizda. Ker je to pač tak zelo poudarjen slogan, da njegova politika temelji na svobodi. Jaz se v tem smislu mogoče ne bi strinjal s tem, da je to neka politika velikega kapitala, se pravi, da se dela to za kapitaliste in da na koncu bojo to ceno plačali revni ljudje. Jaz mislim, da je njegova temeljna teza, ki jo želi pač postaviti, in tudi mislim, da se ne naslanja toliko na ta Friedmanov model v tem smislu 78 ali 76 Čile. On je zelo jasno tezo postavil, za vsako storitev in za vsak produkt mora biti trg. Ker on je ugotovil, da je ta sprega med gospodarstvom in politiko pripeljala do močnih monopolnih in oligopolnih pozicij v gospodarstvu, kjer bi prijete do paradoksalne situacije, da stane en kilogram ali pa 100 gramov bombonov tudi po $7 ali pa €7. Ne? Ker je ta sprega z omejevanjem uvoza, z omejevanjem konkurence pripeljala do tega, da za določene produkte v široki potrošnji Argentinci plačujejo absurdno visoke cene. In on se je zadal za cilj z deregulacijo, ki je zelo na mikroravni. Morate vedeti, da ima on odličnega ministra, veliko boljše še po moji oceni kot finančni minister Sturzenegger, ki dnevno debirokratizira zelo elementarne stvari v vsakdanjem življenju ljudi in podjetij. Ne? So liberalizira zdaj prevoz na letališča. Nasplošno, ne vem, koliko ukrepov je bilo že sprejetih, mislim, da to objavljajo. Naredili so spletno stran, v kateri lahko prebivalstvo in podjetja prijavljajo birokratske zapreke, ki jih imajo pri svojem poslovanju, in potem oni to odpravijo. Se pravi, gre za deregulacijo na zelo, zelo mikroravni. Ne? Te makro okoliščine in makro stvari, ki jih je on spremenil, da je državo spravil v, bom rekel, da ne porabi več, kot z davki pobere. Jaz mislim, da je to temeljno pravilno. To ne gre za noben libertarni ukrep. Ne? Kako si predstavljamo recimo na ravni gospodinstva ali pa na ravni posameznika, če vsak mesec in vsako leto zapravimo več kot z plačo ali pa z nekim dohodkom zaslužimo. Ne? In Argentina je v zadnjih 60 letih, mislim, da 55-krat ustvarila proračunski primanjkljaj, in isto Slovenija, če pogledate, ne? V zadnjih 30 letih vprašanje, kdaj smo imeli sploh proračunski presežek. Ne? Se pravi, mi gradimo, ali pa Evropa gradi neko zgodbo na tem temeljnem tiskanju denarja in temeljnimi proračunskimi primanjkljaji. In on je, jaz, ko sem bil tam, to je bilo zelo zanimivo, sem se srečal z podjetniki in tam so mi predstavili en tak uvoden slajd, in so napisali argentinizacija Zahoda. Sej me je potem ta podjetnik vprašal, pa vi ste iz izkušnje Argentine niste nič naučili.
Ne, zapravljate denar, ki ni vaš, in tiskate denar, ki ga nimate. Ne, in to je zgodba Argentine dejansko. Ne, in če to odpravite, jaz ne vem, zakaj bi to kdorkoli smatral kot nek radikalen ukrep. To gre za zdravo kmečko pamet ali pa pač za navadno gospodinjstvo, da spraviš te finance, ki jih imaš v nek okvir. In ta pobuda Mileja, ta svoboda, se pravi, da se bo država v čim manjši meri vtikala v življenje ljudi, jaz mislim, da je temeljno dobra, ker je to popolna antiteza tega, kar se gre Zahod. In Javier Milei, to je velikokrat predstavljeno v naših medijih ali pa tudi na splošno v zahodnih medijih, da je to nek klon, norec motor kot itak, ampak da je to nek klon Donalda Trumpa. To je največja napaka, ki jo lahko te mediji počnejo. On je po moje 180 stopinj obrnjen v Donald Trump. On verjame v prosto trgovino, on ne verjame v carine, on verjame v majhno državo. Recimo, če pogledate politiko Donalda Trumpa v njegovem predsedovanju, pogledajte, koliko je zrastel javni dolg Amerike v času njegovega predsedovanja. Ne? In kaj dela Javier Milei. In seveda, jaz mislim, da je to, če gledate tudi z vidika socialnih ukrepov, če imate vi, ne vem, vi ste omenili, ne vem, kakšna je inflacija, 300%, ne vem, on je govoril, ki je prevzel oblast, da bi, če bi preračunal to na letno raven, ta inflacija znašala tudi 18,000%, takrat v tistem obdobju v decembru lansko leto. In najbolj ogrožen sloj prebivalstva z visoko inflacijo so manj privilegirani. In temeljno socialni ukrep Argentine je, da je znižal inflacijo iz mislim, da 25-27% mesečno, na zdaj 2% in jo bo znižal naprej. Morate se pa še eno stvar zavedati, da ta politika, ki jo je Argentina od leta 2000 ali pa od leta 83, ko je spet prevzela demokracija, ampak od leta 2001 je bil en peso vreden $1, se pravi, za $100 so dobil 100 pesotov. Zdaj je 100 pesov vrednih 10 centov. Če je to socialna politika in če kdorkoli ljudem prodajo, da kar dela, da je to socialna politika, pri tem pa jim denar razvrednotil za 99,9%, tega bi morali vklicati za norca, ne pa tistega, ki hoče ta problem rešiti. Če smem samo komentar na to temo, sprega gospodarstvo, industrija, država in sindikati, to je recimo še iz časa fasizma, recimo nekaj zelo podobna schema, ki je držala Argentino v 80-ih letih, praktično nima nobene spremembe. Mene kar za prihodnost skrbi je to, po eni strani, kar se očita menemu, da bi Milei bil toliko pameten, da to zadevo zna pravočasno in dobro speljati. Mislim, ta prehod iz enega, bi rekel, zaprtega trga, kjer imaš nekonkurenčne industrialce in podjetnike, ker dejansko imajo visoke cene in prodajajo te svoje izdelke lahko samo v Argentini, koliko hitro se bo zgodila potem res odprtost in dejansko ali bo ta osnova, ta baza teh podjetnikov in industrialcev, ki zaposluje veliko ljudi, zdržala oziroma ali bo se itak bomo prešli čez reko v določenem trenutku. Zdaj vprašanje je samo, koliko časa bo to trajalo. In če bo tam prišla spet ena nova mini kriza, ki pa ima lahko potem tudi socialne učinke in hkrati potem politične, kar zadeva volitve. Je pa treba zdaj povedati, ne vem, če spremljate, gospod Ribelnik, gotovo to spremljate, ampak v tem trenutku so argentinska podjetja, ki kotirajo na newyorški borzi, vredna že 250 milijonov. 250 milijard. 250 milijard. Ja, to malo nakazuje, na katerih področjih se bo zgodila revolucija investicij. Mislim, industrija, absolutno energija, poljedelstvo, visokotehnološko poljedelstvo, kot ga poznajo verjetno samo tam, pa ZDA pa. Ne, to je ena najbolj produktivnih. To je absolutno. In seveda tudi ne pozabimo, da je Buenos Aires pa srednji sloj Argentine res močen generator novih idej. To je izjemno inovativen srednji sloj. Mercado Libre ni slučaj, da se je recimo firma, ki kako bi temu rekel, mislim, to je eBay ali pa Amazon Južne Amerike, da se je rodil v Buenos Airesu. In teh argentinskih glav je po svetu in v Argentini kar nekaj, ki bodo pač dejansko promovirali inovacije. Mogoče še samo eno stvar, ko smo dostakrat omenjali Menema, kot nekega
predhodnika Mileja. Ja. Ampak eno stvar, jaz mislim, da je napačno, kolikor ljudje, ki spremljajo to, pač analizirajo. Carlos Menem, če mene vprašate, bom drugače zastavil to tezo, da je Javier Milei eden najbolj ali pa najmanj koruptivnih politikov v zadnji zgodovini Argentine. On se je tudi odpovedal prostovoljno penziji, ki mu pripada po mandatu. On se je jasno zavedal, da po teh 1 oziroma 2 mandata in potem zaključi, ker Carlos Menem in vse kirchneristi in vse, kar je bilo, tudi zadnja vlada, vedno je bil pridih neke korupcije, vedno se je dogajalo nekaj v ozadju, tudi tiskal denar na koncu, denar so tiskali pri prijateljih in se tam pobirali neke provizije za bankovce, ki so jih izdali. Pri Mileju pa jaz vidim samo njegovo idejo, da to spremeni v neko boljšo državo, ki si jo pač želi in ne vidim neke temeljno koruptivne stvari. Krat bi mogoče k temu dodal, da to ni anarhist, ne, v tem smislu. Če razumemo, kako je dobil volitve, ne, je tukaj v bistvu pritegnil tudi če želiš, konservativni sektor, tudi nek sektor vernih kristjanov, judov in še koga. Ne? Tako da v bistvu je ta njegova platforma širša od tiste prve ideje, ki jo ima. Z enim stavkom pripomnim, so bile pa tudi to volitve proti. Niso bile samo volitve za, bile so volitve proti. Bile so volitve proti peronizmu in tej politiki korupcije in neskončnih bankrotov in intervencije države. A lahko pa jaz tudi eno tezo tle postavim, sicer sem absolutno premalo poznan v teh stvarih, ampak to, kar ste vi govorili, to, kar se dogaja v Argentini in to, kar je na primer Borrelovo poročilo bilo, a ne priporočilo Ursuli von der Leyen, a ni to, kar gledamo v Argentini, v resnici ta pot, ki bi jo morali v Evropi narediti veliko hitreje, kot pa ne zgolj pri priporočilu. Ja, mi bomo pa letos res debirokratizirali stvari, ne vem, zdaj je bilo v Budimpešti, pa so se vsi zavezali, ja, res bo manj birokracije, ampak očitno se nekje da veliko hitreje, mi pa izgubljamo, ne, vemo, kaj se dogaja v Ameriki, pa Kitajska, pa še tako naprej, mi se pa še vedno utapljamo v tej birokraciji. Recimo, pogledajte, zelo lep indikator, ki kaže v bistvu na to institucionalno sklerozo, ki jo vidimo oziroma opažamo v Evropski uniji, temu lahko recimo rečemo argentinizacija Zahoda, ne, je ta, da pogledamo, se pravi, ne, zdaj ekonomisti to zelo radi merimo, sicer produkcijo regulacije, ne, ali preko novih uredb, preko nekih direktiv, in medtem, ko je pač so države, kot so recimo Izrael, ne, države, kot so recimo zdaj Kitajska tudi, ne, ki dejansko v bistvu pač regulacijo zmanjšajo, ne, zmanjšajo njen obseg in gredo v bolj pametno regulacijo. Evropska unija ima eksponentno rast. Ne. Vi se pogovarjate s komisarji in razlagate jim, da mogoče pa prekomerna zakonodajna produkcija dekretov je kontraproduktivna, ne? In seveda, kaj potem tukaj vidimo? Vidimo, da celo v makroekonomskih indikatorjih se institucionalna skleroza Evrope je pričela kazati. Ne? Mi moramo vedeti, da recimo nemško in francosko gospodarstvo, ne, po letu 2014, kaj vidimo, gre zelo, zelo, zelo počasi v argentinsko smer. Ne, se pravi, imamo najprej v bistvu zdaj stagnacijo bruto domačega proizvoda, potem je nastala pač vojna v Ukrajini, potem seveda še prej kriza COVID-19, ne, zdaj politična kriza v Nemčiji. To pa zakaj? Zaradi tega, ker politične elite v Evropski uniji, ne, oziroma v evropskih državah niso sprejele tako imenovanega reformno usmerjenega mindseta. Ne. Danes, če vi govorite recimo, da Evropska unija zaostaja na področju, se pravi, sprejemanja oziroma podpisovanja prostotrgovinskih sporazumov, ne, da se isto kot ZDA se je odločila, ne, zdaj smo videli pač na primeru avtomobilske industrije, se je glavnina držav odločila sprožiti gospodarsko oziroma trgovinsko vojno Kitajski in da so te ukrepi kontraproduktivni. Zakaj? Ker bazirajo na protekcionizmu. In po isti vnemi recimo Argentina po letu 1896-1900 počasi in vztrajno pričela zaostajati za Združenimi državami Amerike. Če se vprašamo o tako imenovanih policy implikacijah, ne, kako pa lahko pač to argentinizacijo Zahoda preprečimo? S tem, da seveda pač ne države Evropske unije sprejemajo tiste institucionalne reforme, ki se jo najbolj izogibajo. Ne? Se pravi, da je pri nas fiskalna poraba absolutno previsoka, da pač previsoke institucionalne omejitve omejujejo, se pravi, na eni strani predelovalno industrijo in da ta industrija počasi izginja. Ne? Argentina recimo je bila, mi smo poračunali seveda, kaj bi se
zgodilo v kontrascenariju, ukolikor Argentino ne bi prevzel populizem po tem nesrečnem letu 1912. Argentina bi bila po naših simulacijah, ki smo jih naredili z dinamičnim latentnim faktorskim modelom, danes bi bila po bruto domačem proizvodu primerljiva z Avstralijo ali Novo Zelandijo, ker je popolnoma enaka. Tukaj seveda pač ta, kako bi rekel, teza, da je bil britanski kolonialni v navednicah pristop boljši od španskega, ne zdrži. Je bil zelo podoben. Ne, bolj, kar je determiniralo, kakšen je bil kolonialni pristop, je klima, se pravi geografske razmere. Ne. To je bilo edino. In zdaj seveda, Evropski uniji se lahko zgodi popolnoma isto. Ne. Zdaj seveda, da bi lahko seveda pač akumulirala velik zaostanek že pač imamo. Ne? Zdaj smo pogledali podatke, včeraj sem pogledal projekcije, ne? Ob trenutni dinamiki gospodarske rasti, ne? Celotno evroobmočje tandira, ne, v 5-6 letih na isto dolgoročno stopno gospodarske rasti, kot jo ima Italija, 1,2%. In to pa seveda pač prinese resne težave. Deloma so seveda te težave podaljšuje, ne, na eni strani javno mnenje, ki reformatorje po celem svetu, kakršne pač imamo recimo v Havreju Meju, skuša demonizirati. Demonizacija, tako kot ste pomenili, se lahko dogaja preko tega, da je to pač nek človek za motorko, da je to, ampak nihče se pa ne pogovarja o tem, kar je ključno, to je pa policy. Kaj Argentina pred nastopom kaj je država z skoraj 300% stopno inflacije potrebovala. Potrebovala je fiskalno razbremenitev in potrebovala je usklajeno monetarno politiko, ki je zagotovila koordinirano ravnovesje. Kdorkoli to sprejme, ali to sprejme populist, ali to sprejme pragmatist, naredi pravo stvar. Zelo preprosto. Mogoče bom preveč poenostavil zadevo, ampak jaz si predstavljal Evropsko unijo kot neke vrste SBC, mislim, kjer smo člani in zakaj smo se zbrali takrat, ko se je Evropska unija zbrala? Ja, zato, ker smo klub za prostotrgovinski trg, da se določene stvari lažje med sabo zmenimo na področju skupnih standardov. In tukaj mislim, da Milei ima tudi prav v tej perspektivi, o kateri verjetno danes ne bomo, smo v gospodarskem klubu, ampak on se skozi poudarja tudi pomembnost, če hočete, kulturnega boja. On to tudi izpostavlja. Mogoče ne toliko zato, da bi on neko svojo agendo peljal noter, ampak da bi tisto umaknil z mize, ker je to postalo en kup regulativ in različnih pogledov na stvari, ki želijo nam nekako prikrojiti naš način življenja, in mislim, da v tem smislu je res on svobodnak, da pač pusti sosedu živeti, kakor hoče živeti, ne mi pa ti imponirati okvire, ki bodo regulirali dejansko jutri ne samo gospodarstvo, ampak že, življenje znotraj naših stanovanj. In tukaj se mi zdi, da je on stalno poudarja, da je oboje potrebno, da se temu zoperstavimo, in jaz mislim, da nekako je na naših, seveda Slovenija je majhna država, ne vem, koliko vpliva ima v tem klubu, vseeno imamo na določenih omizjih en glas, ena država, kar pa ni tako malo. Lahko imamo tudi prepričevalno moč, lahko imamo tudi neko vizijo za Evropsko unijo, ki jo pa ne znamo, v bistvu mi imamo občutek zadnje čase, capljamo za, kako ji pravimo, jedrna Evropa, ki pa dejansko stagnira. Mislim, da si zaslužimo pač neko vizijo, me pa skrbi, z področja šolstva in univerze, boste verjetno vi to področje bolj poznali, ampak ker je Slovenija majhen trg in nas je malo, v Argentini imaš za vsako politiko zagotovo 2 ali 3 think tanke, ki so delno premreženi v svetovne miselne tokove, tam je par zaposlenih strokovnjakov, ki politike razvijajo, na nekatere se je tudi Milei oprl, in kaj pri nas pa kdo misli državo, kdo misli prihodnost EU-ja, državo in naše družbe? Fakulteta za družbene vede. To se pravi ena sama, Ja. Tukaj recimo, kakšna je ta politika? Recimo, tukaj ste zelo dobro vprašanje odprli, se pravi problem evalvacije javnih politik, se pravi enostavno razvoj in tudi evalvacije. Recimo moji kolegi, ki so seveda iz Argentine, noben to tudi dostikrat se pozablja pomenjati, v ZDA so po številu profesorjev na študenta na univerzo Argentinci številka 1, tisti, ki so bili seveda pač izobraženi, seveda pa recimo moj dober kolega Sergio Curlat, recimo na univerzi v Stanfordu, in mi je lepo povedal, pač veste, tako kot pač
pač pravi, ne, se resno bojim argentinizacije ZDA, ko vidi pač med študenti, kaj se dogaja. Ne. In zdaj pa recimo, da se povrnemo na to vprašanje. Ne. Slovenija, če vi greste pogledati od leta 1991 naprej, niti ena ekonomska politika ni bila peer review, se pravi, da bi jo evalvirali za sodobnimi ukrepi, s katerimi pač seveda evalviramo, ali recimo je bilo, ne vem, zakon o uravnoteženju javnih financ, karikiram, ne, ali je dosegel pač želeni cilj. Zakaj? Ker političnim elitam z leve in z desne to ni v interesu. Ker enkrat, ko vi evalvirate politike, pač seveda objektivno včasih pokažete oziroma včasih se tudi izkaže, da kaj pa mogoče ni tako, kot si seveda pač te elite želijo. Kaj je pa to posledica? Posledica tega pa je, da glede na bolj zrele jurisdikcije, recimo v Evropski uniji je z evalvacijo politik začela Nizozemska leta 1953 pod vodstvom Jana Tinbergna, prvega Nobelovega nagrajenca. Slovenija v to smer ni šla. Šla pa ni zaradi tega, ker smo imeli od leta 1991, tehnično do leta 2004-2008 ali pa 2012, politiko državnega lastništva. Ne. Kaj so pri nas počela državna podjetja, kaj so pri nas počele elite vključene, nihče ni gledal. Ne. Dostikrat sem povedal, recimo, da v Sloveniji bi bila največja inovativnost, ki bi jo na področju razvoja javnih politik dosegli to, da bi imeli razvite podatkovne baze, da bi lahko instantivno takoj pogledali, se pravi, kakšne pa seveda pač zakonodajne ukrepi imajo na Nizozemskem. Vsak zakonodajni ukrep, ki ga ne samo predlaga vlada, ampak ko ga predlaga politična stranka, ko nastopi na volitvah, mora njihov makroekonomski urad CPB, imenuje se Central Plan Bureau, ampak ni to nič sovjetskim, so njihovim preneskom, ampak pač ne, gre za makroekonomski urad, analizira in javno objavi rezultate, kakšne so posledice teh politik. Zdaj mi pa pokažite, prosim, v Sloveniji politično stranko, ki se vzdrži svojih, kako bi rekel, tendenc po iskanju moči toliko, da je pripravljena svoje politike dati neodvisnemu inštitutu, tudi če ta inštitut obstaja, v presojo. Jaz trenutno ne vidim nobenega. Ne? To pa pri nas ima za posledico to, da na eni strani leva opcija gre v smer prevelikega želje po prerazdeljevanju, ne? Na desni pa recimo opažate, ker pa mogoče jaz malo pogrešam, mogoče preveliko željo po demontaži oziroma simpatije za pač recimo za tem odpravljanjem vladavine prava. Ne? Oboje je slabo za gospodarstvo in prevelika prerazdelitev in institucionalno nespoštovanje. Ampak težava tega pač je ta, da če nimate vi kredibilne evalvacije politik, kjer imate 1, 2, 3, 4 strokovnjake, tako kot ste omenili think tanke, ki evalvirajo politike, potem tudi ni dobre debate za javno samodiskusijo. Kakšne so posledice te politike? Ne? Recimo v Argentini imate primer province Salta, če se ne motim, ne? Kjer so bili prva provinca v Argentini, kjer so se odločili politike za spodbujanje prihoda turistov javno evalvirati. Ne? Še vedno je pač provinca Salta edina provinca v Argentini, ki je to politiko sprejela in potem gleda, se pravi, kako spodbujanje pač teh politik vpliva na prihod turistov, na dodano vrednost znotraj tega sektorja. Zakaj tega ni v Sloveniji? Ker smo na eni strani bolj razvita država, ne, strokovnjaki so, človeški kapital je, kjer bi lahko to podobno evalvirali. Zaradi tega, ker se na ravni univerz predmeti, ki spodbujajo in dajo to znanje, ne, predvsem moje področje ekonometrija, tehnike uporabe, se pravi za evalvacijo javnih politik, niso več popularni. Ker so bolj popularne druge stvari, ki so bolj v navednicah in, ampak za narodovo blaginjo, za družbeno blaginjo, ne, pa mi moramo vedeti, kolikor ne bomo znali evalvirati politik in se od tega nekaj naučiti, se pravi dobrih lekcij od tistih politik, ki so bile dobre, ki so spodbujale gospodarsko rast in slabih od tiste, ki seveda pač, ki niso, ne, tako tudi v bistvu pač niti politične elite, niti javnost v javnem mnenju ne bo prišla seveda si na jasno, ne, oziroma prišla do tistih ključnih spoznanj, kaj deluje in kaj ne deluje. In recimo lep primer smo vedeli tudi na primeru, dostikrat smo se recimo s študentom, to jaz rad pokažem, ne, recimo te kontrafaktne tehnike, kako izračunavate te kontrascenarije, recimo Argentina brez populizma, brez Peronovega populizma do danes in tako naprej. No, enkrat smo pokazali študentom, kaj bi se bilo recimo, kaj bi se zgodilo v Sloveniji, če leta 1945 ne bi prišlo do komunističnega prevzema oblasti. Anatema. Ne? A tu gre za na univerzitetni ali ravni javne diskusije za popolno na temo, katero se pač se ljudje izogibajo. Ne? Mi smo pogledali, se pravi, v vzorcu, kaj bi se zgodilo, vzeli smo Slovenijo, primerjali smo jo z OECD skupino držav plus Južna Evropa, ne, ki so imeli podoben nedemokratični režim, se pravi Grčija, Portugalska in Španija. Izkazalo se je, da brez tega Slovenija bi dosegla podobno hitro gospodarsko rast, kot jo je do leta 80, ne, brez te tranzicijske depresije. In danes bi imela 20% večji bruto domači proizvod na prebivalca, ker bi se izognila na eni strani hudemu nasilju, po drugi svetovni vojni begu možganov in na drugi strani
seveda bi zagotovila neko institucionalno stabilnost, podobno temu, kar je recimo sta vzpostavili sosednja Avstrija in Italija. Zato pravim, dokler mi ne, tudi teh bolj perečih vprašanj ne evalviramo v neki podatkovno rigorozni smeri, ne, se v javni diskusiji od tega ne bomo naučili popolnoma nič in potem bodo imele vedno politične elite ali z ene ali z druge opcije možnost za manipulacijo javnega mnenja, ne, in potem tudi seveda preko javnega mnenja tudi v bistvu skozi manipulacijo javnih politik. Poprostite, tudi je šlo za uničenje podjetniške iniciative, podjetnikov kot takih. 30 leta so bila, prejšnjega stoletja so bila zelo, zelo rodovitna v Sloveniji za, bi rekel, novo nastale multinacionalke, ker če bi jih pustili rast 100 let, 80 let, bi zagotovo bile, kakšna bila podobna Švici, švicarski multinacionalki zagotovo. Pred tem pogovorom smo se pogovarjali o neki anketi, kaj Slovence zanima. In na prvem mestu zdravje. Zdravje na prvem mestu. Zdravje na prvem mestu. Delež pol nič, in pol na zadnjem mestu. Ja, denar je bolj pri ta zadnjem. Ja, bolj pri ta zadnjem. Hočem reči, to tudi malo izraža neko nezanimanje, življenje v svojem lastnem svetu. Mene skrbi moje zdravje, mene skrbi, kako je z mano. Mene so učili, ko smo volili v Argentini in smo vse skozi volili tudi včasih, bi rekel, stranke z 2-3% liberalce in take, Al-Sogaraj, se spomnim, je bil predstavnik tiste prve liberalne stranke, ki je po mojem delno, katere dedič je Milej v nekem smislu. Jaz sem na fakulteti bil član ene politične, nismo bili simpatizerji, nismo bili člani, UPAV se je imenovala, to je bila prva liberalno usmerjena, gospodarsko, liberalno usmerjena študentska skupina. In iz katere izhaja Milej dejansko. In hočem reči, navajeni smo bili tam voliti manjše zlo. Ti ne moreš pričakovati, da bodo drugačni učinki, če se ljudje ne zanimamo za politiko, za družbo, za ekonomijo in za gospodarstvo, če nismo deležniki. Če nismo družbeniki, mi smo družbeniki te družbe, te države. In kot taki, dobro, jaz razumem, da imamo radi naravo, da se imamo relativno fajn, zato se sprašujem, kaj bi bilo treba v Sloveniji, da bi dejansko mi se malce streznili in rekli, ja, mogoče pa malo manj tega, kar že ponavljamo 30 let bilo treba. Ampak ne gremo na ulice, kot grejo Srbi, ne gremo na ulice, kot grejo Argentinci, mogoče tudi ni v naši naravi in tudi v tej fazi niti ni potrebno, da bi šli, ampak da bi pa volili svojo glavo. Mislim tudi mogoče, da si nos pridržimo, ampak manjše zlo, kako bi znali mogoče kaj spremeniti v prihodnosti. Ja, lep primer vam bom povedal, se pravi, dva kolega, se pravi Dan Senor in Paul Zinger sta pred leta nazaj napisala zelo dobro knjigo in sicer Startup Nation, ta startup nacija, se pravi zgodba izraelskega gospodarskega čudeža. Recimo, in notri sta pokazala knjigo, v knjigi nek zelo graf in sicer definicijo superpodjetnika. Superpodjetnik kot nekdo, ki je, se pravi, izobražen na univerzi z teh področji, ki v 10 letih ustanovi startup vreden toliko in toliko, se pravi več 10 milijonov. Izrael je od leta 1980 ustvaril 6881 superpodjetnikov. Slovenija je ena izmed redkih držav, niti enega. In to je pa seveda kaj, jaz med mladimi gledam, kaj je težava. Vedno, nažalost, modus operandi ali pa modus vivendi, nažalost pač mladi generaciji danes, ni kako nekaj ustvariti, ampak kako do nečesa priti. In to je pa velika zadeva. Ko pa enkrat pač vi v izobraževalnem procesu, se pravi, izpostavljate delitev, popolnoma pa zanemarjate ustvarjanje vrednosti v kakršnem koli vidiku, ali storitveno, ali produktno. Jaz tudi doskrat povem, recimo, vsak dan se zbudim, imam vedno pač isto število člankov, imam podobno število člankov za napisati, vedno pač skušam biti inovativen, tudi kot akademik, če sem v javni službi, ker to je moja dolžnost do države, do družbe. Med mladimi pa seveda pač opažam, da je nažalost prihaja do prevelike apatije. In ta apatija se kaže ravno tudi, ko smo se pogovarjali, se pravi v teh prioritetah. Zakaj? Ravno zaradi tega, jaz tudi doskrat povem pač svojim študentom,
Pejte v države, kjer se vi lahko, kot če se pač ste študenti ali ekonomije, podjetništva, menedžmenta, pejte v države, od katerih se lahko nekaj naučite. Ne? In recimo lep primer je tako, sem zelo presenečen, da tudi pri nas nismo imeli, sem prav pogledal, sem niti enega super podjetnika, ki bi bil pač tako vzgojen. Zakaj? Zaradi tega, ker so pač zadeve, ki so pomembne, venture capital in podobno, se pravi, kako pridobivati kapital, popolnoma, kako bi temu rekli, sideline, ne? Se pravi, čisto potisnjene na stran. In seveda vprašanje pa potem seveda pač je, kakšen pa pač kapital to stvari seveda za družbo, kot recimo lahko rečemo temu pač intelektualni ali pa podjetniški kapital za v bodoče. Ne? In tukaj pa seveda pač vidimo, da je potrebno še dosti nekaj narediti, ker potem pa problem pa je, ko v javno mnenje taka mentaliteta enkrat vstopi, ko se pač rang prioritet spremeni. Moramo pa tudi vedeti, ne, dostikrat recimo se pogovarjamo z študenti na univerzi in v zadnjih letih opažam hud porast teh, kako bi rekel, sovražnih idej. Ne? Sovražnih idej do gospodarstva, ne? Nam kažejo, da je pač smo ekonomisti popolnoma zblojeni, obsesirani za idejo bruto domačega proizvoda. Ampak gledajte, jaz sem jim lepo povedal, če poslušate prvi stavek Nobelovega predavanja Simona Kuzneca, ne? Se pravi očeta sistema nacionalnih računov, kaj pravi prvi stavek predavanja? Namen nacionalnih računov ni v nikakršnem smislu sklepati karkoli o blaginji naroda. Saj, ko in s tem se ta debata zaključi, ne? Ker potem, če pa pravite, da je BDP brez veze in tako naprej, ne, da je to nekaj nepomembnega, sem rekel, veste, blaginja, ki ga danes in mlade generacije imajo, je posledica, ne, nekih pravih institucionalnih odločitev, velikih vlaganj v šolstvo, v raziskave, v izobraževanje, ne, dobrih podjetij, ki so se seveda pač ustanovila. To ni samo po sebi umevno, to niso neke pravice, ki so pač prirojene. In jaz se resno bojim, ker tudi tukaj vidim recimo pri sebi interes za te predmete, ne, ki so kvantitativno usmerjeni, zelo naravnani recimo v evalvacijo javnih politik, ne, med zahodnimi študenti izrazito mali. In tukaj je ni popolnoma nobena razlika, se sprehodite od Osla do Lizbone ali od Lizbone, ne vem, do Varšave, imate popolnoma isti vzorec. Ne. Čez dalje več ga pa vidim pač iz držav, iz razvijajočem se svetu, veliko iz Latinske Amerike, Afrike, nastajajoče Azije, ne, in jaz se resno, kako bi rekel, za prihodnost Evrope me je resno strah. Ne? Še eno vprašanje pred koncem, ko sem gledal, kakšni so bili ti volilni rezultati Mileja, pa ravno o mladih smo govorili za to morda. Mislim, da več kot 70%, 72% mladih je volilo Mileja. Ko ste bili v Argentini zdaj, se vam zdi, da je ta mladi v Argentini drugačen, bolj revolucionaren ali pa bolj željan nečesa novega kot pri nas? Ali nam je tukaj morda preugodno, prelepo mladim? Bom začel s tem, ko sem bil prvič, se pravi, ko sem januarja šel v Argentino, sem tam v Starbucksu pil kavo in študentka oziroma mlajša gospodična je slišala, da se s kolegom pogovarjava v slovenščini in je takoj prostopila in vprašala, iz kje sem, no, in potem sem navezal debato na to, na Mileja in to, in je tudi jasno pač povedala, da se tam v veliki meri mladi odloča za volitev Javierja Mileja iz preprostega razloga, ker jim je bilo dovolj te stare politične kaste, ker je bilo dovolj vsega teh nekih obljub, ki nikoli niso bile izpolnjene in ker je bilo dovolj neke temeljne neodgovornosti politikov, da odgovarjajo za svoje ravnanja. Ne? In Argentina je na področju, oziroma Javier Milei je na področju mladih dosegel neko revolucijo, je z vidika tega dosegel res rekorden rezultat. Je pa res, da je seveda situacija v Argentini specifična, ker je prišla ta država z ekonomskimi politikami na nek rob, iz katerega verjetno vrnitve ni in so bili potrebni neki bolj radikalni rezi kot so v Evropi. Ne? Evropa pa je neka žaba, ki jo počasi kuhamo ali pa salama, ki jo počasi režemo in upamo, da bo naslednji kos boljši, dejansko se pa ta kos vedno manjša, ne? Ker recimo ta zaton Evrope se ne dogaja v zadnjih letih, ne? Če pogledate že zadnjih 20 let, Evropa postaja vedno manj relevantna in postaja nek muzej. Slovenci, če mene vprašate, jaz sem za Slovence skoval en tak prisrčen termin, da volili smo zares, ne, stranko, a nikoli zares racionalno. Ne. Mi nikoli nismo volili nekega političnega programa, mi smo vedno volili ali za svobodno RTV, ali za dejanšizacijo, ali za ne vem kar. Nikoli pa dejansko se nismo pogovarjali o nekih ekonomskih politikah, kaj bi mi radi počeli. Ne. In če zdaj poprašate povprečnega državljana, kakšna je ekonomska politika te vlade, se mogoče mi kolega lahko odgovorita, jaz ne vem, kakšna je. Ne. In posledično tudi mladi, jaz ne vem, če kaže neko preveliko afiniteto do te politike, ampak se sprijaznemo vsi skupaj kot nacija, ne samo mladi, sprijaznemo z nekim status quo in tem postopnim nazadovanjem, bodi se Slovenije znotraj
teh bivših komunističnih držav ali pa Evrope znotraj nekega globalnega konteksta. Tako da jaz, dokler ne bo prišlo do neke resne ali pa resnejše krize, jaz nisem optimist, da se bo slovenski narod, bom rekel, aktiviral, ker za razliko od Argentincev, ki so navajeni nekih teh večjih oscilacij, so sprejeli motorko. Mislim, da bi se Evropejci, predvsem pa Slovenci, bali že noža za puter, ne. Ali margarino, ne vem, če je dovoljeno v Sloveniji. Ja, margarino. Če sem z vami začel, bi pa še končal, če uspe Argentini, pa Mileju to, kar se je namenil, in da preživi tudi tam morebiten padec, pomeni, da je seveda izjemno zanimiv tudi za slovenska podjetja, za slovenske vlagatelje, pa me morda zato ob koncu zanima, o tem bomo pa tudi v novem letu še enkrat sedeli pa govorili, ampak se mi zdi, da je treba stopiti na ta vlak, ne? Pa poiskati te Slovence, ki so v Argentini, pa zdaj vendarle potegniti vse te povezave, pa se povezati. Ker zdaj je tudi Slovenija spoznala, da vendarle v Argentini imamo ljudi, ki niso domobranci, ampak podjetniki, pa so na tem svobodnem trgu lahko zelo dober kontakt. In čas je včeraj, oziroma zdaj, zdajle je treba stopiti na ta vlak. Jaz ne dvomim, da bodo te politične spremembe in ekonomske spremembe v bistvu res rodile en nov val investicij, tudi normalizacije argentinskega gospodarstva in tam ne nazadnje, gledajte, nekaj let nazaj mogoče sem malo manj to delal, ampak danes me stalno sprašujejo, tudi svetujem pri teh povezovanjih v Braziliji, Čilu in Argentini, prav zaradi tega, ker so neslutene priložnosti še tam, ki jih tukaj ne moreš dobiti. In nenazadnje imamo dobro mrežo slovenskih podjetnikov, uspešnih na različnih področjih in enostavno so tam zato, da se povežemo in povečamo blaginjo dobro obeh strani. Ste našli kakšno tako priložnost po teh v Argentino že? Mislim, Argentina je država neskončnih priložnosti, veliko jih je. Ja. Bodi se finančne naložbe, to, kar ste opisali, ali pa tudi realne naložbe. Ne. Kmetijska zemlja je zelo pocenjena, pa se pravi na energetskem področju itak. Ne. Tako da jaz mislim, da za slovenske podjetnike, ki resno razmišljajo, je alternativa definitivno lahko tudi Argentina, ne samo Evropa. Ne. Ja, marsikje tudi ti podjetniki, o katerih sem govoril, ki so v spregi z politiko, bili v nekem zaprtem trgu, ko bo treba izvažati, ko bo treba ustrajati v konkurenci z drugimi izdelki iz drugih držav, je tudi dejansko lahko neka mednarodna povezava, joint venture so lahko vir modernizacije in razvoja za argentinska podjetja, ki pa vsekakor imajo pa trg. In tukaj se Slovenci lahko tudi veliko tudi zase naredimo. Ja, hvala lepa vsem trem, da ste si vzeli čas. Dober vpogled je bil to v dogajanje v Argentini, se veselim naslednje leto, pa sploh morda odpiranja poti za slovenske podjetnike v Argentino. Hvala še enkrat. Hvala lepa. Vam pa hvala lepa, ker ste bili z nami in verjamem, da ste v tem pogovoru izvedeli marsikaj novega, kar pa upam, da bo tudi koristilo za malce širši pogled na dogajanje ne zgolj doma, ampak tudi po svetu. En lep pozdrav, do naslednjič. SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov.